Ker smo v Sloveniji že vsi pozabili, kaj študentsko delo sploh je, naj ga najprej opredelim. Študentsko delo je predvsem sezonsko. Študentsko delo je tisto, po katerem podjetje povprašuje ob enkratnem obsegu povečanih naročil. Študentsko delo je tudi tisto, ki se opravlja stalno, a v premajhnem obsegu, da bi zaposlili dodatnega polno zaposlenega delavca. In ja, študentsko delo bi naj ob tem, da imamo javno šolstvo, študentu služilo zgolj kot neke vrste žepnina. Za priboljšek in ne za standard, torej. Sicer je smiselno vprašanje, ali res potrebujemo javno šolstvo, če to evidentno ne omogoča šolstva vsem. Nepravilnosti na trgu študentskega dela. Na glas povejmo študentje, koliko napotnic smo že posodili neupravičenim koristnikom takšne oblike zaposlovanja. Povejmo, kako je možno, da tudi do 80% glasov za študentsko delo zahteva polni delovni čas. Odgovor je sledeč. Študent se vpiše na fakulteto, država od tem zanj odšteje približno 3000 evrov in to zgolj zato, da ta študent dobi status za upravljanje dela neobdavčeno in konkurenčno prednost pred tistimi, ki takšnega statusa nimajo. Super, nikaj. O predpostavki, da je polni delovni čas in študij hkrati nemogoč, je edina možna drugačna razlaga le ta, da namesto študenta to delo opravlja nekdo, ki za to nima pravice. Če predpostavka ne drži, naj tudi vsi delavci podaljšajo svoje delovnike za 2 uri in bo to še vedno manj od študentskega angažmaja. Slovenija pa bo bogatejša. Omejitve na trgu splošnega dela. Omenil sem že konkurenčno prednost pred tistimi, ki nimajo študentskega statusa. Ne gre le za davčne obremenitve, gre tudi za predolge odpovedne roke, zaradi katerih se podjetje ni zmožno hitro prilagoditi. Nemogoče pogoj za odpuščanje, zaradi katerih se podjetje sploh ni zmožno prilagoditi. Bajne odpravnine, ki podjetje dodatno ugonabljajo takrat, ko to rešuje likvidnostne težave, in stroške povezane z delom, bolniške, malica, prevoz na delo, ki bremenijo le redno delo. Predlagane rešitve za študentsko delo. Študentsko delo je potrebno omejiti na 100 ur dela mesečno. Do tu torej motivirajmo, od tu pa demotivirajmo. Prvih 50 ur naj se torej obdavčuje tako, kot se je doslej. Drugih 50 ur, tako kot pri oblikah rednega zaposlovanja, vse morebitne nadaljne ure pa v skladu s predpisano najvišjo možno stopnjo davka na dohodek, pri čemer polni delovni čas tudi študentu štejemo v delovno dobo. Še pomnite, tovariši, bistvo motiviranja progresije pri davku. Kdor ima, ta naj da.